Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Prebivalstvo se stara, pokojnine se nižajo, prav tako varnost v tretjem življenjskem obdobju. Zato bomo v današnji oddaji podrobneje predstavili dodatno pokojninsko varčevanje zavarovalnice Adriatic Slovenica. V našem studiu zato pozdravljam direktorja Gezo Šanca. Pozdravljam. Torej, kot sem že povedala, bomo danes govorili o dodatnem pokojninskem varčevanju, pa če mogoče za začetek predstaviva pokojninsko varčevanje AS. Ja, kot ste že uvodoma povedali, pokojnina je tema, o kateri se je potrebno pogovarjati čedalje več, zato ker na nas je, da v tem času, ko smo aktivni, da pravočasno in pa primerno poskrbimo za to, da bo jesen življenja dostojna. Se pravi, naš pokojninski sistem, ki je sestavljen iz 3 stebrov, se pravi, prvi steber predstavljajo državne pokojnine, potem drugi steber predstavlja dodatno pokojninsko varčevanje, o katerem bova danes tudi malo več govorila, ki se pa potem ga da nadgraditi še s tretjim stebrom, to so pa potem naložbe v, ne vem, recimo naložbene zavarovalne police ali pa v nepremičnine ali pa kakorkoli, pač kako se posamezniki znajdejo. Dejstvo je, da, kot ste že uvodoma omenili, pokojnine se nižajo. Mi dejansko dnevno dobivamo povratne informacije se strani ljudi, ki se sedaj upokojujejo in so razočarani nad višino pokojnine, ki jo prejemajo. Zato se nekako tudi trudimo biti aktivni na tem področju in ljudi ozaveščati, da je nuja sedaj poskrbeti za to, da bo, se pravi, pokojnina omogočala vsaj neko normalno preživetje, ker vsak, ki 40 let dela, pač pričakuje, da bo potem od rezultatov tega dela vsaj dostojno lahko preživel, kar pa seveda današnja pokojnina žal ne omogoča in seveda tudi nekako državna pokojnina bo v prihodnje dejansko omogočala tisto osnovno preživetje. Zdaj, če bo pa nek posameznik hotel imeti recimo malo višje prihodke, pa je nujno, da začne razmišljati že zdaj v aktivni dobi, da začne dajati na stran neke malenkosti, ki se pa skozi leta lahko pač nakopičijo, se obrestujejo in potem bo ta dodatni prihodek dejansko omogočil, da bo skozi pokojnino nekako, skozi pokojninsko obdobje, da bo lažje pač preživel. Pokojninsko varčevanje AS dejansko pomeni namensko varčevanje sredstev za to, da bo iz teh sredstev potem v fazi upokojitve pritekala neka dodatna renta. Pomembno je to, da so to sredstva, ki se zbirajo na posebne oziroma na osebnem računu posameznika. Dostikrat ljudje enačijo pokojninsko varčevanje z raznimi naložbenimi varčevanji, kjer je seveda tudi bistveno višje tveganje in nekako imajo občutek, da z tega ne bo nič na koncu, no. Tu lahko povem, da je področje pokojninskega varčevanja zelo, zelo regulirano. To tudi pomeni, da so sredstva naložena v kritne sklade, ne v vzajemne sklade. To je tudi bistvena razlika in s tem je tudi bistveno bolje poskrbljeno za varnost teh sredstev in seveda tu potem ni neke bojazni, da iz teh vplačil ne bi pritekala renta. Namreč prve rente se že izplačujejo, ker pokojninska reforma je te 3 stebre uvedla že pred veliko leti in tisti, kateri so se takrat vključili v drugi pokojninski steber, zdaj že prejemajo izplačila in sistem deluje. Se pravi, zakonodaja na tem področju je zelo striktna, upravljavec mora s temi sredstvi ravnati po točno določenih pravilih in potem tudi, se pravi, z izplačili ni težav. Je pa pomembno tudi še mogoče to poudariti, da treba je ločiti fazo plačevanja in pa fazo izplačevanja rente in v obeh primerih je pokojnina dedljiva. Se pravi, tudi v fazi plačil, če slučajno zavarovanec umre, je na polici pač naveden dedič, ki je upravičen do teh sredstev. Ko pa pride do faze izplačevanja, pa se tudi glede na obliko oziroma način izplačil, kako se stranka odloči, pa tudi tam je možno navesti nekoga, ki bo v primeru zavarovančeve smrti se pravi, to vsoto denarja, ki se je nabrala v tem obdobju, pač podedoval, tako da ta sredstva se ne izgubijo.
Prej ste že dejali, da je s tem varčevanjem potrebno oziroma pametno začeti že, ko smo aktivna publika. Kaj konkretno vi svetujete strankam, kdaj konkretno oziroma kdaj točno oziroma kdaj je najpametneje začeti s tem pokojninskim varčevanjem? Dejansko čim prej. Zato, ker če se malo pač s številkami poigramo, dejansko minimalna premija je 20 evrov na mesec posebej. Zdaj 20 evrov je recimo manj kot evro na dan. Če še mogoče drugače predstavimo, to je mogoče 4 oziroma 5 škatlic cigaret na mesec. In dostikrat ljudje tudi pač izpostavljajo, da so pač na minimalnih dohodkih in si ne morejo tega privoščiti, kljub temu pa recimo cigareti lahko v marsikaterem primeru privoščijo. No, jaz samo to svetujem, da je treba z varčevanjem pričeti čim prej, zato ker potem si lahko tudi posameznik recimo privošči najnižjo premijo in skozi, ne vem, 30, 35, 40 let se tudi z minimalno premijo nabere nekaj sredstev. Potem je pomembno tudi upoštevati, da se ta sredstva plemenitijo. Se pravi, to ne bo potem 40 let krat toliko pa toliko zneska, ampak plus donosi, ki se ustvarjajo v teh skladih. Seveda tu govorimo o individualni pokojnini. Seveda tu je možnost, vkolikor tudi delodajalec vidi priložnost na tem področju, da tudi on lahko plačuje za zaposlene pač premijo in seveda za vsa vplačila potem podjetje lahko, se pravi, to je za njih davčno priznani strošek in se na koncu leta ta vplačeni znesek odšteje od osnove za obračun davka na dobiček, tako da na ta račun si lahko znižajo nekaj davka. In najvišja možna stopnja olajšave je 5,84% od bruto plače in če podjetje recimo ne izkoristi te davčne olajšave do polne vrednosti, potem lahko tudi posameznik recimo tisto razliko do polnega procenta še sam plača in sistem potem znižuje osebno dohodnino. Če pa recimo tega oziroma te možnosti ni, da bi delodajalec plačeval in vemo za veliko primerov, ko ljudje morajo osebno dohodnino plačevati, če recimo sklenejo polico za individualno pokojnino, si s temi plačili dejansko znižajo davčno osnovo, tako da so potem oproščeni plačila dohodnine. Koliko dodatne pokojnine pa pravzaprav potrebujemo? Ja, zdaj sicer je to odvisno od življenjskega stila posameznika, vendar vsak, ki v aktivni dobi nekako ustvarja, si želi pač tudi v jeseni življenja živeti nek standard. Po nekih raziskavah bi naj to bilo od 70 do 90% plače, ki jo prejemamo, ampak to zdaj vemo, da državna pokojnina nam teh višin ne bo zagotavljala. Trenutno se državne pokojnine gibljajo nekje okrog 53%. Ta procent se bo zniževal, to je dejstvo. Zato, ker ne vemo, kakšna je situacija. Prvič, število upokojencev narašča, število aktivnega prebivalstva napram upokojencem se tudi znižuje, se pravi, še malo pa bomo prišli do tega, da bo en zaposleni plačeval za enega upokojenca in to pomeni, da je nevzdržno takšno stanje. No in zato je seveda ključnega pomena, da pravočasno začnemo o tem razmišljati, tudi tisti, ki so mogoče sedaj 10 let pred upokojitvijo, tudi za njih je to zanimivo, nedvomno zato prvič, ker verjetno plačujejo dohodnino, ker nimajo več nekih drugih možnosti za izkoriščanje davčne olajšave, se pravi vzdrževanje družinskih članov več ni. Je potem lahko pokojninsko varčevanje rešitev za ta problem. Poleg tega pa tudi, ko se na pokojninskem računu zbere do 5000 evrov, lahko to zavarovanci dvignejo v enkratnem znesku. Se pravi, ob upokojitvi, pogoj je pač upokojitev, prej teh sredstev ni možno dvigovati, niti ni priporočljivo, ker za vsa plačana sredstva se ali se strani delodajalca ali se strani posameznika se pač to prizna kot davčna olajšava oziroma davčna ugodnost in če predčasno oziroma nenamensko porabimo ta sredstva, je potrebno davek za nazaj plačati. In zato seveda tudi ljudem odsvetujemo, da tega ne počenjajo.
če pride slučajno do situacije, da se posameznik ne more za neko obdobje plačevati, se lahko da zavarovanje v mirovanje in ko se situacija izboljša, pač nadaljujejo. Drugače pa vsekakor nekako apeliramo na ljudi, da si to sklenejo in s tem vztrajajo potem vse do upokojitve. Ko pa pride do datuma upokojitve, potem pa se spet posameznik sam odloči, ali bo prejemal rento od zavarovalnice, kjer je plačeval, ali pa se zbere mogoče koga drugega, ker takrat ima spet možnost zbrati ponudbe in tisti izplačevalec, ki mu ponudi najboljše pogoje, lahko brezplačno tja prenese sredstva in se potem od tam začne prejemati renta. Zdaj so sicer že kar nekaj teh točk oziroma dejstev povedali, ampak če strneva oziroma poveva konkretno, zakaj varčevati za dodatno pokojnino ravno pri Adriatic Sloveniki? Pri Adriatic Sloveniki iz tega razloga, ker Adriatic Slovenika je edina zavarovalnica v Sloveniji, ki prevzema vse rizike, se pravi rizike vseh področij, od življenja, nezgode, premoženja, pokojnin, zdravstva in tako naprej. Se pravi, na ta način lahko posamezniki imajo vse pod eno streho, da ne rabijo se ukvarjati z raznimi, bom rekel, drugimi inštitucijami. Kot drugo je to, mi imamo priznanega in uveljavljenega upravljavca, to so KD skladi, ki že več let zapored prejemajo številna priznanja za odlično upravljanje skladov, se pravi, poznajo svoje delo in znajo, kako se tem stvarem streže. Kot tretje, KD skladi imajo zelo dodelano metodologijo, kako upravljati sklade, se pravi, znajo tudi pravočasno oceniti neko tveganje in potem tudi primerno reagirati na to, da premoženje ohrani svojo vrednost. Potem seveda zavarovanci, ki imajo tudi premoženje pri nas, če sklenejo še dodatno pokojnino, potem so deležni nekih dodatnih ugodnosti, kar je normalno. Bi pa mogoče še izpostavil eno prednost, se pravi, pri nas je možno, oziroma vsi, ki imajo pri nas sklenjena zavarovanja, imajo dostop do spletnega portala Moj As, kjer pa lahko zavarovanci v vsakem trenutku spremljajo, kaj se jim dogaja na pokojninskem računu, se pravi, poleg vseh evidenc po ostalih policah, se pravi, od začetka do konca, kdaj poteče, kdaj je treba kaj plačati, prijava škode je tudi možno narediti skozi ta portal. Imajo potem tudi podroben pogled v to, se pravi, kolikšno je stanje na njihovem računu. Zraven je tudi eno takšno priročno orodje, s katerim si lahko zračunajo glede na njihovo bruto plačo, se pravi, kolikšno maksimalno davčno olajšavo lahko imajo in kolikšno so že izkoristili. Se pravi, praviloma je vedno nekje proti koncu leta, preverimo recimo, toliko smo prejeli plač, toliko je bilo nekih drugih stvari in potem na osnovi tistega, s tistim orodjem si izračunamo recimo, toliko smo plačali, toliko še imamo rezerve in da ne plačamo dohodnine, si rajši damo ta denar recimo na naš pokojninski račun, ki se nam bo tam obrestoval. Zdaj smo že veliko povedali tudi o tej spletni strani, kje pa lahko tisti zainteresirani, ki bi želeli skleniti to zavarovanje oziroma varčevanje, pridobijo te neke dodatne informacije oziroma kam se lahko obrnejo? Kot prvo, seveda na naši poslovni enoti v Murski Soboti na Arhitekta Novaka 13. Za individualno pokojnino so usposobljeni tudi vsi naši zastopniki, lastni zastopniki, tudi agencijski zastopniki, se pravi po naših neekskluzivnih agencijah, ki so širom po Prekmurju, ali pa seveda na spletni strani, kjer lahko dobijo osnovne informacije, ampak za samo sklenitev pa je treba pač si naročiti zastopnika ali pa priti na našo poslovno enoto. Se individualno posvetovati. Tako. Mogoče res samo še za konec, imate mogoče podatek oziroma kakšna je statistika, se Pomurci odločamo za pokojninsko varčevanje? Ja, v zadnjih 2 letih opažamo zelo pozitiven trend na tem področju. Zdaj delno ocenjujemo, da zato, ker so lansko leto začeli tudi mediji bistveno več o tem govoriti. Bistveno več je bilo tudi povedanega na to temo, da se pravi, tiste napovedi, da bojo državne pokojnine nizke, se uresničujejo. To je zdaj realnost. In zato je toliko bolj pomembno, še enkrat poudarjam, da začnemo čim prej, pač z minimalnim zneskom, ki si ga lahko privoščimo in počasi potem nalagamo neka sredstva, da se nam čez toliko in toliko let vsaj nekaj nabere. Ker zdaj, če čisto karikiramo,
recimo nekdo, ki prejema 1000 evrov povprečne plače, se pravi tudi to povprečje se bo po novi zakonodaji, ki se pripravlja, bo spet nižje. In se pravi, za 1000 evri plače potem pridemo na nekih 450-500 evrov pokojnine, kar je lahko težava, ker ta preskok med aktivno dobo in pa med upokojeniško dobo lahko za nekoga pomeni dejansko nezmožnost preživetja na način, ko ga je poznal prej. Se pravi, večina ljudi itak tukaj ima lastne hiše, ima pač seveda v času upokojitve želje tudi, da potem uživa sadove svojega življenja, kar je pač ustvaril, ampak ta državna pokojnina tega ne bo omogočala. In zdaj vsi tisti, ki imajo neko možnost, da skozi aktivno dobo vlagajo v nepremičnine, v razne druge stvari, v plemenite kovine, že na nek način skrbijo za to, ampak vsi nimajo te možnosti. Vemo, da tudi naložbe v nepremičnine zahtevajo večje investicije in zato se mi zdi to res en primeren način, da z majhnimi zneski lahko vsak mesec pač namensko nekaj damo na stran, da bomo čez toliko in toliko let tudi z tega prejemali neko dodatno pokojnino, ki bo pa seveda bistveno, ali kako bi rekel, prav bo prišla, recimo, če bomo imeli 450 evrov državne pokojnine, če bo 50 evrov dodatne pokojnine, pa je tudi več, kot če tega ne bi bilo. Prav. Najlepša hvala vam za obisk v našem studiu in te zelo koristne informacije. Hvala tudi vam. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.